Lepo pozdravljeni. Obnovljivo recikliranje je naslov projekta, ki omogoča prenos dobre prakse občine Krško v občino Silvan iz Turčije s strani programa Pobratenja mest. V Krškem so v četrtek tudi uradno podpisali protokol o sodelovanju. Župan občine Krško Miran Stanko je prejšnji teden s sodelavci gostil delegacijo iz turške občine Silvan. Ta vzhodno-turška občina je namreč vodilni partner skupnega projekta s področja ravnanja z odpadki s poudarkom na recikliranju. Bistvo tega projekta je pravzaprav izmenjava dobrih praks na področju ravnanja z odpadki, kjer je bilo Krško prepoznano kot eno boljših mest, ki lahko ponudi neka nova znanja. Zato je bil vključen v ta projekt tudi podjetje Kostak, kjer lahko si pravzaprav naši gostje tudi ogledajo, kako ravnamo z odpadki pri nas. Türkiye Avrupa Birliği şehir eşleştirme programı projesiyle ilgili biz buradayız. Bizim de böyle bir çalışmamız olacak. Yine katı atık tesisi kurulacak ve bundan önce de bir teknik gezi yapmak bizim için çok iyi oldu bizim belediyemiz adına. Teknik gezide daha proje aşamasındayken bizim çalışmalarımız gelip teknik geziyle o yerinde incelemek bizim açımızdan çok iyi oldu. Daha bir önümüzü görmemize, daha aklımızdakileri yani ufkumuzu genişletti açıkçası. Çok iyi oldu. Cilj skupnega projekta, ki ga strani občine Krško vodi direktorica občinske uprave Melita Čopar, kot strokovni vodji pa sodelujeta predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in dr. Primož Gabrič, je predvsem, da občina Silvan po zgledu krške občine pripravi strategijo ravnanja z odpadki in posledično poveča osveščenost med prebivalci na tem področju. V okviru 3-dnevnega obiska so si ogledali Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad kot primer dobre prakse. Dobili so veliko informacij, tako praktičnih kot tudi zakonskih okvirov in pravzaprav celoten opis ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji, tako da mislim, da bodo odšli od tukaj z veliko novih spoznanj in novih znanj. Županja občine Silvan, župan občine Krško in predsednik uprave družbe Kostak so ob zaključku obiska podpisali tudi protokol o medsebojnem sodelovanju. Namen tega podpisa protokola je ravno v tem, da se prvič rešuje ali pa zapre nekako tudi formalno celoten projekt, se pravi, kako naj bi sodelovanje potekalo naprej. Gre pravzaprav za medsebojni obisk, tako se pravi njih v Krškem, kar je izvedeno zdaj, naj bi pa tudi delegacija iz Krškega šla na simpozij v Silvan. To je en del, seveda pa načrtujemo z drugim delom podpisa pa tudi za nadaljne sodelovanje med obema občinama, mogoče tudi na drugih področjih, ne samo na področju odpadkov, kajti teh izzivov je še veliko in je potrebno še veliko, pravzaprav pred njih imajo veliko pričakovanj in veliko potreb. Sicer pa sta župan in županja spregovorila tudi o drugih področjih dela, kot sta šolstvo in predšolska vzgoja, kjer bi občini prav tako lahko našli skupne točke za sodelovanje. Iz Krškega v Sevnico. Na območju Kvedrove ceste pri železniški postaji trenutno potekajo dela 2 ločenih naložb, končana projekta pa bosta veliko prispevala k celostni podobi širšega območja novega dela mesta. Parkirišče v neposredni bližini železniške postaje že dobiva novo podobo. Dela so v zaključni fazi, dokončana je voziščna konstrukcija. To parkirišče je nekako v preteklosti bilo v lasti Slovenskih železnic, ker občina Sevnica ni mogla kandidirati na razpis P+R, parkiraj in se odpelji. Brez lastništva tega zemljišča smo kot občina najprej odkupili ta zemljišča, pripravili projektno dokumentacijo in se prijavili na razpis. V okviru omenjenega razpisa je sofinanciranje pogojeno z načeli spodbujanja trajnostne mobilnosti, ki je usmerjena v uporabo javnega potniškega prometa oziroma kombiniranju prevoznih sredstev. In je to parkirišče prioritetno namenjeno tistim, ki gredo na javni prevoz, to je na vlak. No in zaradi tega pogoja bo to parkirišče imelo parkirni avtomat, kjer bo vsakdo, ki se pelje z vlakom, dobil brezplačen parkirni listek. Tako bo parkiranje dovoljeno tistim, ki se s svojim osebnim vozilom pripeljejo do železniške postaje z namenom, da za nadaljnjo pot uporabijo javni prevoz. Nekoliko je prisotno, da bodo zaposleni v okolici imeli manj parkirišč. Res je, da poslovni objekti tu v okolici nimajo lastnih parkirišč in vsi parkirajo na javnih parkiriščih.
Ocenjujem, da temu ne bo tako, kajti parkirišča, ki bodo nastala ob cesti, pa ne bodo pod režimom P+R, kar pomeni, da bodo prosto parkirali tako kot do sedaj, oziroma število teh parkirišč ob cesti bo povečano. Manj bo namreč parkirnih mest za avtobuse, saj vzpostavljajo avtobusno postajališče in ne bo več predvidenih mest za trajno parkiranje avtobusov na teh površinah, kot je bilo do sedaj. Na parkirišču bodo po novem tudi elektronapajalne postaje za osebne avtomobile na električni pogon. V Kostanjevici na Krki so januarja pričeli z energetsko sanacijo osnovne šole Jožeta Gorjupa. Gre za celovito obnovo šolskega objekta, torej starega in novega dela ter telovadnice. Dela so trenutno v polnem zamahu, a jih do septembra najverjetneje ne bo mogoče dokončati. Trenutno v Kostanjevici na Krki pospešeno potekajo dela na osnovni šoli. Izvedba se je sicer nekoliko zamaknila zaradi zamud z dobavo oken za objekt stare šole. Te okna so delali v Poljski, v Sloveniji sploh izvajalca za taka okna ni. Tako da se je tle zamaknilo praktično za en mesec kompletna investicija stare šole. Ampak upamo, da bo do začetka šolskega leta tudi to v funkciji, da bodo otroci normalno šli v šolo. Pri delu pa se odpirajo vedno nova dodatna dela. Da je to objekt, ki je star 113 let, da praktično take obnove, ki je sedaj narejena, ni bil udeležen, od samih parketov, inštalacij, sanacija vlage, ogromno dodatnega dela, ko ni noben praktično tega predvideval. Nekaj težav se je pojavilo tudi pri obnovi telovadnice. Moram povedati, da je kompletna streha za nič, da je to bilo odkrito pri tem hudem neurju, deževju, ker je vse curelo not, tako da smo prisiljeni zdaj zamenjati kompletno streše na telovadnici, kar je spet en velik finančni zalogaj. Moram reči, da po ponudbah je to 75.000 evrov. Z deli oziroma s prvo fazo so pričeli januarja, obnovitvena dela na sami šolski stavbi pa so stekla spomladi. Pol vemo sami, da je bilo to deževje, da se nekaj veliko ni dalo narediti, tako da potem so to pospešeno delali. Seveda imajo vsi roke do 1. septembra, samo kaj češ, moraš biti objektiven, vseeno, pa mi smo hoteli, da je to predvsem dobro narejeno, ne da samo nekaj skupaj izložimo, pa bomo potem takoj popravljali. Zato dela redno spremljajo, dodaja Petretič. Sam sem vsak dan na tej osnovni šoli in spremljam dogajanje, kaj se dogaja. Ne bi si upal dovoljiti, da bi to je lepa velika investicija, da bi to vsako leto potem spet nekaj dodatno delali. Zato vidim, da se tudi en mesec zavleče ali pa dva, samo da je to dobro narejeno. Energetsko sanacijo izvajajo v obliki javno-zasebnega partnerstva. Javnega zasebnega partnerstva plus občine je nekje okrog 1,5 milijona, govorimo z DDV-jem. Sama občina je položila po mojih ocenah, ko se zdaj dogaja. Seveda je tu zraven še telovadnica, kompletna obnova, ki prej ni bila predvidena, obnova parketov novih, samih stropov, izolacija stropov, protihrupna ta izolacija, plus zdaj še nova streha. Tako da jaz ocenjujem, po mojih oceni, preko 700.000 dodatnih del, ki bo mogla občina pokriti. V tem času so prav tako obnovili 184 kvadratnih metrov velik mozaik iz leta 1982, ki krasi južno pročelje telovadnice. Osnovna šola Blanca je imela do sedaj težave z dostopom za avtobuse. Ob odprtju vrtca neposredno ob osnovni šoli pa se je tudi število osebnih vozil bistveno povečalo, kajti standard dostopnosti je danes precej drugačen, kot je bil ob izgradnji šole, ko je večina otrok prihajala v šolo peš. Urejanje in umirjanje prometa na območjih osnovnih šol pomembno prispeva tudi k večji varnosti vseh udeležencev, zato skladno s tem pri šoli v teh dneh potekajo gradbena dela za izvedbo obračališča za avtobuse. Neustrezna širina dovozne ceste pri osnovni šoli Blanca ne omogoča srečanja dveh vozil, zaradi česar prihaja do zastojev na regionalni cesti in prometne zmede na samem dovozu. Prav tako je otežen dostop za šolske avtobuse. V šoli deluje tudi vrtec, kjer nekje 57 otrok ga obiskuje in tu se vsak dan pripelje tudi toliko staršev, ki te otroke pripeljejo v šolo. In zares ob prihodu in ob odhodu
nastane gužva, ne. Tako da se zelo težko obračajo, srečujejo in tu je potreben nov dostop. Seveda dostop prihaja iz državne ceste, kjer je treba vse te projekte uskladiti z državo. Občina Sevnica je z namenom celostne rešitve prometne varnosti na območju osnovne šole Blanca pristopila k ureditvi obračališča za avtobuse, ureditev površin za vstopanje in postavitev nadstreška pri obračališču. Obračališče je faza v urejanje prometa v okolici osnovne šole Blanca. To obračališče omogoča varno obračanje avtobusa in sestop otrok iz avtobusa, je pa povezano na obstoječo dostopno cesto. Cilj je, da v prihodnosti obstoječo dostopno cesto razbremenijo dnevnega prometa, dostopa do šole in da naredijo novo dostopno cesto, ki bo navezana na novo obvoznico Blanca oziroma na nadvoz, ki bo prečkal železnico in bo ukinil nivojski prehod. Ta idejna zasnova je pripravljena pa vendar zopet moramo uskladiti projekt z Direkcijo za infrastrukturo in z izgradnjo tega nadvoza na Blanci, da bo to celovito urejeno. Obstoječe krožišče, ki pa se izvaja, pa je umeščeno tako, da se potem samo dostop uredi z druge strani in obračališče tudi v bodoče po novem dostopu služi svojemu namenu, tako kot bo v tem vmesnem času. Ocvirk še dodaja, da upajo, da se v prihodnjih letih uredi tudi prej omenjeni nadvoz. Gre sicer za državni projekt urejanja železniške proge oziroma zmanjšanja prometnih nevarnosti kritičnih točk na prečkanju ceste in železnice, o katerem govorijo že dolgo časa. Tu gre za kritično točko na državni cesti in železnici, zato je to državni projekt, ki je že uvrščen v načrt razvojnih programov. V Nuklearni elektrarni Krško nadaljujejo s posodobitvami opreme in procesov elektrarne, ki so del njene strategije za dolgoročno zanesljivo obratovanje in ohranjanje konkurenčnosti. Med posodobitve zagotovo sodi tudi digitalizacija procesov. Digitalizacija procesov se hitreje kot pri tehnologiji proizvodnje električne energije širi pri poslovnih procesih v Nuklearni elektrarni Krško, ki so večinoma že elektronski. Ja, tako ko se vsak od nas sooča z novimi procesi, z novo tehnologijo informacijsko, tudi mi nismo imuni, moramo priti v stik s to tehnologijo in dejansko uvajamo novo strategijo. Upeljali smo eno ekipo, ki bo upeljala ali pa zgradila strategijo za naprej. Mnogo stvari smo že naredili na digitalizaciji, na informatiki. Mnogo nas še čaka, tehnologija gre naprej, tako v digitalni tehniki kot tudi v informacijski tehniki. Digitalizacija poslovnih procesov poteka že vrsto let, vpeljujejo jo tudi na tehnološkem delu elektrarne. In zaenkrat smo toliko konzervativni, da to vpeljujemo samo na nevarnostnem delu elektrarne, na sekundarnih delih. In ta tretji del je glih ta, da zaenkrat na varnostnih delih, na jedrskem delu tega ne vpeljujemo. Tega ne vpeljujejo zaradi tako imenovane kibernetske varnosti. Zaradi groženj, ki jih povzroča ta vplet, splet, informacijski splet, tehnologija, ki je omogoča, da nekdo iz drugega konca zemlje pride do nekih podatkov. Zato smo toliko konzervativni, da v bistvu določene zadeve vpeljujemo samo na sekundarni del oziroma ne jedrski del. Sicer pa na obeh prej omenjenih področjih sodelujejo in razvijajo nove digitalne procese, ki so jih vpeljali že do te meje, da ti tečejo brez papirja. Kar se tiče nadzora in kontrole sistemov elektrarne, imamo še kaj za narediti. Neke stvari smo že izvedli v zadnjem desetletju, v zadnjih letih. Ena večjih izboljšav na področju digitalnega nadzora nad sistemi je nadzor in kontrola upravljanja turbinskih sistemov in generatorja. Seveda to ni edino, kar smo v zadnjem desetletju, v zadnjih letih naredili. Imamo kontrolo nadzora sistema, tako imenovani hladilni stolpi.
potem nadzora priprave vode, nadzor nad stikališčem, med drugim v kombinaciji z Elesom. Pfeiffer dodaja, da predvsem potrebujejo novo strategijo digitalizacije. Digitalna tehnika je precej agresivna na te stvari, tako da moramo se pripraviti na to, kako naprej v prihodnosti. Ja. Sicer pa se v nuklearni elektrarni Krško že pripravljajo na remont. Začeli ga bodo 1. oktobra. V nadaljevanju sledijo kratke vesti iz posavskih občin. Občina Krško je objavila javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2019. Omenjena sredstva bodo dodelili v primeru naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij za svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije, kot tudi za prijavo na državne in mednarodne razpise, za promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah ter posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje, ob tem pa v poštev pridejo tudi sredstva za spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva. Na spletni strani občine Brežice so objavili javni razpis za subvencioniranje socialno-varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma občanom občine Brežice. Na razpis se lahko prijavijo občani, ki imajo s katerim od ponudnikov, ki izvajajo storitev varovanja na daljavo, že sklenjeno pogodbo za osnovno storitev. Občina Brežice bo subvencionirala varovanje na daljavo v obliki mesečne subvencije za obdobje 24 mesecev. Za stroške priključnine ali stroške opreme pa subvencija ni možna. Gorski ultratekač in rekreativni kolesar na dolge proge Andrej Martinčič se je v četrtek 8. avgusta podal na kolesarsko-pohodniški izziv. Za cilj si je zadal v 24 urah iz domačega Krškega prikolesariti do Aljaževega doma v Vratih, se peš povzpeti na Triglav, se stopiti nazaj v dolino in se s kolesom vrniti v Krško. 375 km dolgo pot s 4900 višinskimi metri vzpona je Andrej sklenil v petek ob 18:20, ko se je vrnil na trg Matije Gubca, kar pomeni, da je za celotno pot potreboval zgolj 21:20. Nadaljujemo v Kostanjevici na Krki, kjer v letošnjem letu nadaljujejo z dogovori s tamkajšnjo župnijo o odkupu starega Farovža. Stari Farovž je najstarejši objekt na Kostanjeviškem otoku in vrsto let propada. Občina Kostanjevica na Krki si zato prizadeva, da bi ga odkupila od tamkajšnje župnije. Kar se tiče tega našega Farovža, ali pa moram povedati, da je to uradni naziv Kostanjeviški grad, v katerem domuje danes že galerija Božidara Jarca in Tic. Ostal del je pa še kot neki Farovž bivši, da je v zelo slabem stanju, da je to velik zalogaj za občino, že sam nakup, potem pa da ne govorimo o obnovi. Podpisali so pismo o nameri, pripravljajo kupoprodajno pogodbo in pričakujejo, da bo nakup v kratkem tudi realiziran. Dogovori so potekali izključno z župnikom, gospodom Miklavčičem, tako da smo prišli do nekega konsenza in se pač za neko ceno pravo dogovorili. Mi pač kot občina si nismo hoteli dovoliti, da se nam neki tujci naseljujejo, ker vemo, kaj to pomeni, tudi po drugih občinah. Mislim, da smo odreagirali prav, sicer denarja nikoli ni, ampak to je le tako pomemben objekt za mesto Kostanjevica, da nismo hoteli pustiti nobenem naključju. Po obnovi bi objektu dali nove vsebine. Prvotno je že zdaj not poteka Lamutov likovni salon, narejeni so načrti tudi za Tic, da bi se predstavili iz zgornjega nadstropja spodaj, predvsem zaradi invalidov, da je bil dostopen invalidov. Not moram povedati, da je lepa kapela, poročna, da je škofova dvorana, škofovska, da je to treba, sigurno bo to velik zalogaj, sama restauracija tega in ko restaurira to pa zrihta. Prostore naj bi dobil tudi medgeneracijski center. Potem pa prostori za društva, tudi muzej, tak, manjši muzej, same zgodovine Kostanjevice na Krki in okolice. To naj bila neka vsebina. Gre za objekt, ki bi v primeru dogovora z župnijo za občino predstavljal veliko finančno breme, saj bi bila obnova krita iz občinskega proračuna. Čim bo to kupljeno, moramo narediti konzervatorski načrt, to podlaga za gradbeni načrt,
Seveda bo treba se prej še sestati s krajani ali pa z društvi ali pa z neko javnostjo, ki je to malo bolj pozna, da določimo vsebino, kaj naj bi not bilo. Čeprav vrednosti investicije še niso ocenili, Petretič predvideva, da bo ta znašala 2 milijona evrov. Krajevna skupnost Raka je v sodelovanju z lokalnimi društvi tudi letos pripravila pester program prireditev v počastitev praznika krajevne skupnosti, ki je posvečen Svetemu Lovrencu in Martinu Humeku. Ob tem je predsednik krajevne skupnosti predstavil projekte, ki so najbolj zaznamovali minulo obdobje in načrte za naprej. Svet krajevne skupnosti Raka je februarja in marca pripravil posvete s krajani v vseh 6 volilnih enotah. Na podlagi tega so pridobili zadosti informacij o težavah in željah, pove predsednik Primož Ribar. Največ želja je bilo po gospodarski infrastrukturi, se pravi po asfaltiranju cest, kanalizaciji, širokopasovnem omrežju, javni razsvetljavi, pločnikih in tako naprej. Glede na njihov proračun so se odločili, da rešijo tista najbolj pereča vprašanja, torej ceste. Ceste so problematične, ker imamo tukaj v naših višje ležečih zaselkih še precej makadamov in kot ste videli, ta poletna neurja vztrajno odnašajo gramoz. Trudimo se to vzdrževati, tako da naš plan je dejansko v tem mandatu ta sredstva po večini porabiti za modernizacijo teh cest. Ena večjih naložb na Raki je zagotovo ureditev tamkajšnjega trga. Ureditev trga Raka je v bistvu v povezavi oziroma v sklopu rekonstrukcije državne ceste, ki gre čez trg Raka, se pravi državne ceste Smednik-Zavratec. Se pravi, v tem smislu more k sami ureditvi oziroma rekonstrukciji pristopiti tudi Republika Slovenija. V lanskem letu je občina Krško odkupila še en del zemljišča, tukaj malo stran od trga in porušila še del starega objekta Raka 28, na tistem delu uredila makadamski plato in zraven obnovila cerkveno obzidje. Gre za precej obsežen projekt, ki zajema tako ureditev cestišča, pločnika, vertikalnih in horizontalnih prometnih označb, kot ureditev parkirišč in kanalizacijskega sistema. Tako da v najboljšem upanju in v sodelovanju z občino Krško čakamo, da se bo tudi na tej relaciji začel kaj bolj resnega dogajati. Sicer pa je v teku še nekaj drugih projektov, med drugim tudi načrtovanje za rešitev prostorske stiske na raški osnovni šoli. Z Rake se selimo na grad Reichenburg, kjer je na ogled razstava Ameriške sanje akademskega slikarja Blaža Vehovarja, ki je svoje izobraževanje zaokrožil na Beneški akademiji likovnih umetnosti. Blaž Vehovar se v Posavju predstavlja tretjič, tokrat z razstavo Ameriške sanje. Dela, ki so razstavljena v veliki dvorani, so bila v enem delu pripravljena tudi za to postavitev, se pravi, so bila izdelana na novo. O sami razstavi v katalogu razstave govori kuratorica Nina Jeza, predstavi tudi avtorja in seveda predvsem ta opus, ki je razstavljen tu na gradu Reichenburg. Kot je zapisala kuratorica, je mit ameriških sanj historično še zmeraj povezan z uresničitvijo boljše prihodnosti, izraz pa je tudi povezan z migracijami iz druge svetovne vojne, ko so begunci, pa tudi ljudje lastne usode, bežali pred vojnimi grozotami in se priseljevali v ameriški talilni lonec kultur. Danes je izraz bistveno povezan z razslojitvijo in vedno globljo razpoko med tistimi, ki imajo in onimi, ki nimajo. Blaž Vehovar je svoje sanje uresničil s popotovanjem po ameriških stepah in pragozdovih, kjer še živijo bizoni, moškatna goveda in medvedi grizdiji v tako imenovanih naravnih rezervatih in prerijah. V slikarsko delo vključuje naravne materiale, kot so pesek, zemlja, seno, trava, oglje, blago, ki jim dodaja umetne materiale, lepilo, akrile in oljne barve. Pri nas s temi razstavami v veliki dvorani pravzaprav dajemo en tempo znotraj razstavnih dejavnosti. Grad Reichenburg ima sicer predvsem stalne postavitve, skozi katere spoznavamo zgodovino, same grajske stavbe in pa seveda tudi nekatere pomembna dogajanja, ki so se odvijala tu na tem gradu. Z občasnimi razstavami pa potem seveda vedno znova odpremo nek nov vidik
v današnji čas predvsem. Tudi ta razstava, kljub temu, da gre za likovna dela, je lahko neka kritična refleksija do tega, kar predstavljajo Združene države Amerike v svetu danes. Tudi to razstavo spremlja katalog. Tokrat ga je oblikoval naš zelo dober oblikovalec Matic Tršar in s temi katalogi dejansko tudi ustvarjamo eno zbirko. To nagrado nam se zdi zelo pomembno, da razstave spremljajo katalogi, zaradi tega, ker je to neka pisna zabeležba razstave in tudi gradivo, ki ostane in je tudi referenca za naše razstavišče za naprej. Jeseni nagrado Reichenburg sledi odprtje nove razstave. Mi se trudimo, da imamo likovne razstave v enem takem tempu, zdaj imamo 2 na leto predvidoma, da je to razstavišče vedno zasedeno. Skratka, in 19. oktobra odpiramo razstavo, s katero predstavljamo 5 likovnih umetnikov z območja Trsta, se pravi s Tržaškega. To so slovenski likovni umetniki. Razstavo pripravljajo v sodelovanju z zunanjim kuratorjem, v tem času pa že poteka snovanje obrazstavnega programa. Razstava bo potem odprta celotno zimo in v spomladi leta 2020, potem pa seveda nadaljujemo s programom naslednjega leta, ki ga zdaj še ne bomo razkrivali, ampak se trudimo, da bo primerno pester in zanimiv. Razstava Ameriške sanje pa bo namesto do 18. avgusta, kot je bilo sprva predvideno, najverjetneje podaljšana in odprta še v septembru. Spoštovani gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Vabljeni v našo družbo znova čez teden dni, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.